Urška, kako se ne naveličaš teka? To je eden izmed tistih najpogostejših vprašanj, ki jih dobim v povezavi s tem športom. Moj odgovor je zelo kratek in jedrnat. Point je v strukturiranih treningih. Dolg časa že ne tečem čisto po navdihu, da grem vedno isto traso, isti tempo, isti čas, ampak vedno vem, preden grem od doma, kaj me tisti dan na samem treningu čaka. Včasih si to zapišem, največkrat imam pa to samo v glavi. In kaj se zgodi, če treniraš na tak način? No, po drugi strani, če treniraš na način, da greš vedno isto traso, isti tempo, logično, da ti motivacija upade, ker tudi napredka ni, kot bi ga človek pričakoval. Če pa se lotiš stvari strukturirano, da upelješ noter intervalne treninge, VO2 max treninge, tempo treninge in počasne dolgotrajne teke, potem je pa lahko vsak trening, pa tudi če na isti trasi, zelo zanimiv in zelo drugačen. Pa gremo po vrst čist na kratko pogledati vsak segment. Intervalni tip treninga je tisti, ki v nogah zbudi hitrost. Teh treningov ni veliko. Želiš pa v bistvu v noge povabiti tisto hitrost, občutek, koliko lahko hitro tečeš, in te intervali morajo biti kratki. Ne delaš na nivoju vzdržljivosti, ampak delaš na nivoju hitrosti. Recimo, da so taki intervali nekje 30-sekundni, pa potem tudi pauza precej dolga, toliko da se nadihaš in da lahko v tistih 30 sekundah res stisneš svoj maks. VO2 max ponovitve so že daljše ponovitve, tam se že fajn pomatraš, ampak pomembno pri tem pa je tudi, da je pauza dolga. Lahko rečemo, ne vem, 2 kroga na štadionu, recimo 800 metrov ali pa 600 metrov in potem toliko časa, kot porabiš za tek, vsaj toliko časa, se pravi nekje 3-4 minute pauze in več intervalov tega. Potem imamo tempo tek, sweet spot, se pravi tisti tempo, ki te že v bistvu absolutno ni pogovorni, ki se že fejst pomatraš, ampak želiš ta tempo tudi potem teči na samem tekmovanju. Tukaj na samem treningu je pametno, da ta tempo še mičkrat spustiš, se pravi greš še pikico hitreje, ampak ga narediš v blokih, recimo 3x5 minut tega. 2x10 minut tega je že bolj zahteven. V glavnem na ta način res delaš na svoji vzdržljivosti. In pa potem dolgi teki, nizek puls, te pa ponavadi greš delati na drugo traso, želiš raziskovati, želiš, da tek poteka v coni 2, nafilaš svojo dušo, tečeš dalj časa, recimo kakšno uro, in ti teki so tisti, ki gradijo našo bazo. Ko imaš to vse v glavi, potem veš, da tek nikoli ni dolgočasen. In upam, da vam te informacije odgovorijo na vprašanje, kako se nikoli ne bom naveličala teči.